Z nami je oblikovalec, gostinec, solastnik restauracije, galerije okusov in več uspešnih podjetij. Je tudi podpredsednik najpomembnejšega in največjega mednarodnega združenja kreativnih gostincev JRE International. Gašper Puhan, lepo pozdravljeni. Zdravljeni. Žan restaurator, Združenje kreativnih gostincev. Kdo lahko postane član? V bistvu na nek način gre tako so omenili za največje združenje na svetu v segmentu, recimo temu s tujo besedo fine diningom, se pravi nekje više kulinarike, ampak drugače bi nas jaz raje malenkost opisal, da to smo tisti gostinci oziroma nosilci dejavnosti, šefi, lastniki, ki damo mogoče tako en korak več v svojem poslu, malo več strasti, malo bolj avtorski pristop in seveda tudi zasledujemo neko shemo kvalitete. Tako da postati član je vedno tako eno tako odprto vprašanje in razmeroma zahtevno. Jaz lahko tudi priznam, da sem se z restauracijo zelo namatral, da sem postal del tega združenja, ampak definitivno, ko si del take družbe, tudi pomeni, da si že verjetno kot gostinec nekaj dosegel. Tako da postati član pomeni, imamo kar na eni strani malenkost pravne omejitve, se pravi od starosti, lastništva do kakovostnih, se pravi ali smo pozicionirani na ustreznih lestvicah, vodičih in podobno, do tega, da smo zelo demokratično orientirano združenje, kar pomeni, da prvi vidik potrjuje slovensko združenje, potem gre pa še to na mednarodni pogled, mystery visit, poročilo in potem prije končna odločitev. Tako da ni v bistvu to sistem, kjer enostavno bi se prek spletnega obrazca lahko prijavil, plačal članarino pa postal član, ampak je stvar malenkost bolj zahtevna, ampak zaradi tega po mojem še tudi toliko bolj atraktivna za številne restauracije. Koliko članov je, koliko slovenskih restauracij je vključenih? V Sloveniji kar pridno rastemo, kar je tudi pokazatelj na uspešen razvoj slovenske gastronomije. Trenutno nas je 24 restauracij, s tem, da je v bistvu 26 članov. Razlika v številki prije na nek način zelo preprosto do tega, zaradi tega, ker v dveh restauracijah v Sloveniji sta 2 člana. Se pravi, kot ste že povedala, JRE, Žan restaurator, govorimo o mladih gostincih. Sicer jaz sem še zmerom kar malo mlajši, ko je naša tista zgornja meja, pa se že kar malo starega počutim včasih, ampak zgornja meja rednega članstva je 50 let. Po 50. letu pa ima član možnost, da postane častni član. Tako da v Sloveniji imamo v bistvu 2 častna člana, ki so tudi njihove naslednje generacije prevzele članstvo. Se pravi, govorimo o dvorcu Zemono z Tomažom Pasaro Kavčič, pa seveda z gostilno Rajh, kjer tudi v bistvu sedaj Leon že pridno prevzel vajeti v roke. Tako da to drugače pa tudi pri nas je še častna članica Ana Roš. Drugače smo pa v Sloveniji, k sreči še razmeroma mlada struktura, tudi zaradi tega, ker je pač JRE se v Sloveniji kasneje pridruževal kot, bi rekel, v drugih državah. Je pa ravno letos taka ena lepa obletnica krovne organizacije, praznujemo 50. obletnico, tako da tudi se približuje naš kongres, ki ga sicer imamo vsake 2 leti praviloma. Imeli smo seveda zaradi covida izjemo pred 2 letoma, ampak letos je ta grand finale, lahko rečem, ker se vračamo v Pariz. Pariz ima svojo moč, ima svojo romantiko, za nas, ki pa stvari organiziramo, ima pa tudi številne organizacijske izzive. To bo že kmalu, aprila. Kaj se bo dogajalo v Parizu? 7.8. april, v bistvu je to 2-dnevni dogodek. Mogoče tako za javnost, ki ni v gastronomiji, je termin malenkost, bi rekel, čuden, ker se to dogaja v nedeljo in ponedeljek. Razlog za to je, da takrat je večina restauracij po Evropi seveda zaprte, kar pomeni, da lahko lastniki obiščemo. Zbrali se bo 400 članov krovne organizacije, se pravi iz 16 držav, plus 100, bi rekel, deležnikov
predstavniki vodičev, različnih medijev, ključni dejavniki, naši mednarodni partnerji in podobno. Tada nekje skupna številka je še ta dodatna 100, se pravi skupna 500. V nedeljo se v Parizu dobimo, imamo seveda prvo novinarsko konferenco, po novinarski konferenci je gala večerja. To je po mojem, da smo vsi polni pričakovanja zaradi tega, ker nekje tudi nastopa gastronomski vrh. Jaz sem zelo vesel, da predstavljamo na nek način tudi državo, ki imamo, če rečem tako, šefe, ki zasedajo, bi rekel, to vodilno mesto v svetu, tako da tudi ena izmed 5 šefin oziroma šefov na gala večerji je Ana Roš. Naslednji dan v ponedeljek pa nadaljujemo, bi rekel, bolj z vsebinsko kompleksnejšimi programi. Se pravi, prvo sledi kongres, to si lahko mogoče predstavljamo kot en tak klasičen kongres, kjer predstavljamo, kaj smo v preteklosti naredili. To predstavitev več manj je izvršena s strani direktorja Hans van Manen, ki je Nizozemec. Hans je super človek, jaz izredno uživam, da imam tudi tako eminentno osebo možno sodelovati. Hans je direktor IRE-ja preko 20 let in to danes, kar gledamo, da je IRE v bistvu zelo močna tudi Hansova zasluga. Tako da to, poleg Hansa pa ta del predstavljamo še potem 3 člani mednarodnega odpravnega odbora. Organizacijo imamo tako zelo lepo razdeljeno. Vsak pokriva njemu bliže teme, ki so mu nekako že po karakterju blizu. Tako da moj del je predvsem poslovni razvoj, razvoj novih držav plus digitalizacija, ki je tudi močna tema v našem združenju, kot seveda v celotnem svetu. Po tem kongresu imamo pa malenkost bolj sproščeno vzdušje, imamo pa Chef-to-Chef Summit, kjer bo cirka 700 udeležencev. Je pa ideja tega dogodka praktično nekje pokazati čim več različnih vsebin, ki so za naš sektor zanimive, v obliki različnih tako izobraževanj, masterclassov, prezentacij, panelov, tudi manjše okrogle mize, do tega, da vsaka država pripeljala tudi s sabo večjo število, bi rekel, partnerjev, dobaviteljev. Seveda v gastronomiji je ključ nabavna veriga, dobri pridelovalci, predelovalci in podobno, tako da bo tudi se zgodil tako eden zelo zanimiv kulinaričen sejem, kjer bo ogromno tudi različnih možnosti preizkušati vina, različna živila in podobno. Smo pa gostinci na mednarodnem nivoju čisto podobno kot v Sloveniji, tako da stvar se pa zaključi z enim odličnim afterpartijom. Ta bo pa potekal na reki Sen, tako da imamo zakupljeno eno tako zelo lepo plovilo, super program, italijansko DJ-ko, ki sem jo že enkrat imel priložnost slišati, tako da mislim, da bo stvar se lepo zaključila. Tako da to so zelo intenzivna 2 dneva v Parizu. Delno ste že omenili, vsi ti člani ponujajo nekaj drugačnega, nekaj izjemnega, ampak kaj je to izjemno? Je to neka posebna strast do gastronomije? Je to posebna prezentacija? So to neke nove surovine? Kaj je drugače od prav tako dobrih restauracij, recimo? Tako, zdaj malenko ste že, se mi zdi, da kar sami zelo dobro odgovorili. Tudi eno izmed naših zelo pomembnih gesel v združenju IRE je Never Ending Passion, kar pomeni tako, da gostinec goji tisto strast, ne? Tisto strast, da je pripravljen premakniti eno stvar mogoče dlje, ki bi rekel mogoče eden, ki je malenkost manj, bom rekel, ambiciozen ali pa ki ima malenkost drugačen koncept tega. Pri nas je tudi zelo pomemben tisti, bi rekel, avtorski pristop, raziskovanje. Težko mogoče to opisati čist, pa zelo matematično stvari razložiti, ampak gre, bi rekel, predvsem za tisti, ko obiščete kdaj restauracijo, pa začutite že, ko vstopite noter, da je tam neka druga energija, da je drug pristop, da je nekomu res mar, ne samo zato, kako bo dobra hrana, ker to je seveda obvezno, to je nekje eden izmed osnovnih produktov, če tako rečemo zelo ekonomsko, ampak tudi tam, kjer bo vzdušje, gostoljubnost in tisto, kar vas bo naslednjič prepričalo, da se želite čim hitreje vrniti na takšno mesto.
Se pravi, tudi lokacija restauracije igra nekakšno vlogo, recimo. Lokacija igra vlogo, s tem, da veste, imamo tudi zelo zanimive primere, pa ne samo v Združenju RE, ampak generalno, ko se včasih lokacije zelo nehvaležne, pa zna kdo. Ja. Mislim, že pozicioniranje, ne vem, kraj, oddaljenost in podobno, pa zna kdo res narediti zgodbo iz tega. Zna mogoče kdaj tudi kdo iz kakšnega minusa narediti na koncu zelo velik plus, ne. In to so po mojem, da tudi tiste osebe, ki jih mi kot združenje nekje skušamo čim bolje povezati. Mesto predsednika IRE Slovenija ste zapustili v poldrugem mandatu, danes pa kot podpredsednik IRE International pravzaprav prvi Slovenec. Kako si štejete to mesto v čast? Zdaj, jaz ne vem, ali govorimo o časti ali odgovornosti. Mislim, da za kakšen čas, pa to smo še prezgodaj, bil sem počaščen, tako da to definitivno zaradi tega, ker kot že omenjeno, odkar sem odprl restauracijo, je IRE nekje v mojih ciljih bil tako postati član. Ne? Tako da po določenih letih uspeš tudi prideti na neko pozicijo, ki lahko kreiraš zgodbo tako pomembnega združenja, je definitivno velika odgovornost. Tako da, ko sem jaz bil povabljen, seveda so se mi na eni strani malo, če rečem po domače, zasvetle lučke, ampak po drugi strani pa seveda pride malo tist notranji nemir, kako pa kaj. Kot sem že omenil, na tej funkciji se osebno počutim zelo dobro. Verjamem, da je velika priložnost ne samo za mene osebno, ampak tudi za celotno združenje IRE Slovenija, ker s tem tudi se že kaže, da smo bolj močno prezentirani v svetu. Tudi v Parizu zdaj bo večje število slovenskih partnerjev nastopalo, tudi vsi slovenski akterji imamo malo več informacij, tako da podobno kot v vsaki organizacijski strukturi, bliže si vrhu, lažje je potem za neko strukturo, ki je znotraj tega spozicionirana. Pa izredno me tudi veseli to, da smo v Sloveniji kot slovensko združenje, ki seveda spada pod krovno, vsi člani tako se mi zdi, da zelo pozitivno do teh stvari naravnani in da skupaj kreiramo eno dobro zgodbo. Se pravi, moje mesto ni moje osebno, ampak je tudi na nek način mesto IRE Slovenije, na nek način pa tudi mogoče kulinarike in turizma slovenskega, ker s tem pač spet dobivamo eno pozicijo v svetu. IRE ima številne projekte, s katerimi ponašate Slovenijo v svet, tudi v trajnost ste naravnani. Eden izmed takih je posebna steklenica za vodo. Tako, tudi tukaj pa je bilo tudi malo osebnega, moram priznati, kot ste omenili, jaz sem oblikovalec. To ne pomeni, da nisem gostinc, ampak še zmerom, ko se sedem za računalnik, pa imam oblikovalski projekt, izjemno uživam, tako da sem zelo vizualen tip. IRE v Sloveniji, kot tudi mednarodno, želimo zelo vsebinsko gledati na stvari, se spraševati, kaj so vzroki, kaj so posledice in kakšne so možne rešitve. Smo zelo razvojno naravnani. Ena izmed problematik, pa mogoče problematik, ena izmed tem, ki smo se seveda dotaknili, je tudi bila v preteklosti voda. Voda ima to zanimivost, da jo mogoče tudi gostinci malenkost podcenjujemo, pa ne samo gostinci, mislim, da mogoče vsa slovenska populacija ali pa vsa glavnina, ker jaz zdaj tudi, ko sem mednarodno prevzel funkcijo, pa sem začel bistveno več potovati kot prej, sem prišel nekje do momenta, ko sem ugotovil, kako smo Slovenci srečni, da se nikoli v Sloveniji ne vprašamo, kakšna je voda, odpremo pipo, pa si jo natočimo. Pomislite, ko greste na potovanje, tudi v evropske države, a v hotelu kar brez problema odprete vodo, pa si jo natočite, ne. Tako da to in malo iz tega je potem ta misel naravnala. Druga stvar, kar je voda je najbolj prodajen artikel v gostinstvu, ker tudi v segmentu, ki ga predstavlja naše združenje, je praktično ni omizja brez vode. Je vedno spremljevalec.
Delamo pa njej bistveno manj pozornosti v primerjavi rečemo z vinom, ko seveda se močno izobražujemo, zelo analiziramo zadeve, ponudbo širimo in tako naprej, je voda v bistvu tako zelo sekundarnega pomena nekje bila. Zato smo se praktično v Sloveniji odločili, da postavimo tudi vodo nekje na mizo kot resno tematiko in smo začeli stvari malenkost razčlenjevati. Kar seveda pri vodi pridemo kar hitro do trajnosti, tudi pregledali smo določene analize, kot omenjeno je voda v Sloveniji zelo kvalitetna, neke mikroplastike možno slediti in podobno, ampak smo v primerjavi z svetom na boljši polovici. Ampak mi te vode iz pipe ne koristimo, ne? In potem je bila tako zelo filozofska debata, zakaj mi, gostinci, tako radi strežemo vodo iz steklenice, spravi steklenično vodo. Razlog je bil zelo preprosto, ne? Smo v času kapitalizma, mi vodo iz steklenice absolutno lahko računamo, praksa vode iz pipe ni bila. Tako da smo nekje potem, ko smo vse te teme zbrali, se začeli ukvarjati, sodelovati z vodnimi someljeji, smo prišli do te ideje, da moramo narediti neko manifestacijo, da spremenimo kulturo percepcije vode pri omizju v segmentu restavraciji, da izobrazimo, bi rekel, naše člane, njihove zaposlene, predvsem v strežbi, pa da damo vodi večji pomen. Zato sem zelo vesel, da smo potem v sodelovanju z Steklarno Hrastnik, ki je močno in zelo dobro podprla projekt, ker razviti steklenico, industrijsko gledano, ni mačji kašelj, da smo skupaj z Steklarno Hrastnik oblikovali steklenico, dali zelo močen poudarek predvsem na ta design segment. Mene je tudi veselil, da sem lahko takrat sodeloval z bivšo sošolko iz Akademije za oblikovanje. In smo potem skupaj nekje ustvarila steklenico, ki je bila potem tudi večkrat mednarodno nagrajena strani Red Dot, German Design Award, Good Design in še parih drugih mednarodno pomembnih nagrad. Kaj je bila pri koncu zgodba? Skupaj z Jerejom smo se odločili, da ta projekt integriramo v vse slovenske restauracije, definiramo nekje, kaj je tista še zmerna cena, da lahko v bistvu tudi nam upraviči to, ker konec koncev, ko gremo mi v restauracijo, če nam postrežejo zastojno vodo, je ta voda cenejša kot v bistvu pri nas doma, pa še postrežena je, ne? In potem, ko smo vse skupaj to razvili, integrirali, po enem letu so bili super rezultati iz vseh vidikov trajnostnih, poslovnih in se ta, bi rekel, model, o katerem smo prej razmišljali, zelo lepo zaokrožil. Izredno sem pa res vesel, pa tudi ponosen, ker je to praktično prvi večji slovenski projekt znotraj Jereja, ki je sedaj postal mednaroden. Tako da ravno zaključujemo distribucijo steklenic na vse Jereje restauracije v Slovenijo, po celi Evropi, tako da bo do konca tega meseca 400 restauracij v Evropi, ki so v višjem segmentu, imelo slovensko steklenico, slovenski projekt in bomo skupaj v bistvu zasledovali te cilje, ki smo jih tukaj zastavili. In izkazalo se je, da so obiskovalci pripravljeni brez težav plačati za vodo. Absolutno, posebej bi rekel to, kar tudi naše restauracije nekje, kako delujemo, pomembna je stvar prezentacije, pomembna je stvar servisa, pomembna je tudi stvar na koncu kvalitetne in dobre izkušnje. V dobro restauracijo verjetno ne gremo zaradi tega, ker smo danes lačni, ker zato obstajajo verjetno neke druge rešitve, ampak gremo predvsem zaradi tega, ker nas zanima celotna izkušnja, celotno doživetje. In tudi, če je tukaj voda pravilno prezentirana, pravilno postrežena in pravilno rokujemo z njo, potem verjamem, da vsi raje plačamo za to, kot pa da imamo slabšo izkušnjo brezplačno. Kako ocenjujete projekt Teden restauracij? Tudi letos marca, letos v 111 izbranih restauracijah po Sloveniji. Kaj opažate? Ljudje še vedno radi pridejo? Jaz mislim, da je ta projekt fenomen. Ne vem, če danes govorimo o projektu ali govorimo že o nacionalnem gibanju. Tudi jaz kot gostinec že od začetka, ker smo cirka 10 let, bomo letos praznovali moja restauracija. Projekt Teden restauracij, mislim, da je leto ali dve starejši, ampak sodelujemo že od začetka.
In tudi, bi rekel, kot gostinec vidim, kakšen razvoj je teden restavracij prinesel, kako lepo se je stopnjevala cenovna politika, kako lepo so se integrirale teme in kako je tudi rastel naval. Jaz v moji restavraciji opažam, da v teden restavracij ljudje več ne grejo zaradi tega, ker je to par evrov ceneje. Ne grejo zaradi tega, ker je takrat posebna ponudba, ker po mojem mnenju velika večina restavracij ima vedno posebno ponudbo, ki sodelujejo, glede na to, da Uroš pa Violeta Mencinger strogo nadzirata kvaliteto restauracije, se veste, smo tudi rangirani v različne nivoje, ampak enostavno ljudje grejo, ker je to res gibanje. Jaz sem presenečen tudi, mislim, da je preko 110,000 gostov letno. Jaz vidim, kaj se dogaja v naši restavraciji, ljudje čakajo v vrsti, kličejo, pišejo, je tisto gibanje. In jaz mislim tako, da če malo se pohecam, nikoli mi ni bilo jasno, zakaj ljudje tu krinejo na tist drag pier, na Oktoberfest, ne, če tako rečemo, ampak na koncu ja, restauracije so zdaj polne, vzdušje je dobro, dinamika je in mislim, da sporočila so super in sem vesel, da v Sloveniji imamo takšen projekt, imamo pa še kar nekaj tudi drugih projektov, ki so v preteklosti pripomogli temu, da smo konec koncev Slovenijo lepo pozicionirali kot neko gastronomsko destinacijo v svet. Tokrat je bil teden restauracij pod geslom ne kopija, original. Kaj je bilo drugače? Ne gre se za to, da je iz tedna v teden kaj hudo drugače, po mojem mnenju, ampak gre se predvsem za to, da se opozarja na določene zelo pomembne gradnike, tematike in da je vedno ta tema nekako trajnostno naravnana. Pa po mojem mnenju ne govorimo tukaj samo o trajnosti, bi rekel, tej zeleni schemah in podobno, ampak temu, kar bo trajnostno narekovalo to, da bomo lahko gostinci dolgo in uspešno razvijali naš posel. Kako ključna pa je tu originalnost, recimo? Absolutno, ne. Se pravi, predvsem po mojem to, že kar sva prej pri IRE omenila, pa tudi verjetno pri glavnini predstavnikov znotraj tedna restauracije, ne, mi delamo osebno ekspresijo na mizo, gostu želimo dati celovito izkušnjo, zdaj iti k sosedu pogledati pa mu skopirati to izkušnjo v lastni restauraciji verjetno ne bo zgodba o uspehu. Ne, tako da vsak gostinc, glede na to, da v svoji restauraciji preživi glavnino časa, če dober stvar zastavi, potem da zelo veliko osebne noter in zato je ta originalnost pomembna, pa ne samo v recepturi, ko bi se mogoče na prvi vidik razumeli, ampak bi rekel na celoten pristop, kaj želimo gostu pričarati, sporočiti, ga podučiti, se z njim povezati. Tako, gostinstvo je eden izmed lepših poklicov, ne? Ravno zaradi tega, ker nam omogoča neverjetno povezavo z našimi gosti. In bolje, ko delamo mi z gosti, lepše delajo oni z nami nazaj in prije vedno do nekih takih zelo zanimivih povezav v družbi. Kako prepoznavna je Slovenija v svetu, ko govorimo o visoki kulinariki, imamo vrhunske šefe, imamo svetovno znano mojstrico. Kje smo na svetovnem zemljevidu? Na svetovnem zemljevidu je Slovenija pozicionirana zelo visoko, kar predvsem gre zahvala posameznikom, ki so bili pripravljeni to krvavo pot prehoditi. Tako da jaz se včasih tudi malo hecam, ko menjamo vsa velika imena, bi rekel, smo v bližini JB-ja, Janeza Bradaža, Ana Roš, Tomaž Kavčit, in bi rekel, tista mogoče prva generacija, ki so šli ta visok segment v Sloveniji zelo aktivno razvijati, ne. To so ljudje, zaradi katerega se lahko mi, mlajša generacija, danes malo bolj lafnamo na trgu, pa imamo malo boljše cene, ko bi jih drugače imeli. To je malo za šalo, malo za res, ampak zavzeti idejo, da se pozicioniraš v svetovni vrh, je v gastronomiji, kulinariki, turizmu, kakor želimo, podobno kot v vseh drugih kategorijah, biti vrhunski športnik, biti prvi na svetu. To so neskončni treningi, neskončne priprave, neskončna potovanja. Ogromno, tudi seveda, bi rekel, je pri gostinstvu pomembno, da okolje to razume. Tako da tukaj imamo tudi prednost, da slovenska država, vlada kot
Slovenska turistična organizacija ter številne druge organizacije, ki so v Sloveniji aktivne, gledamo vsi v podobno smer, skušamo razumeti, kaj je cena te slave, pa se skupaj trudimo za to, da nam lahko to uspe. Uspeh ni tukaj, ko sva rekla, posameznika, ampak je celotne države, celega okolja, so pa določeni posamezniki, po mojem mnenju, nam naredili zelo veliko uslugo tukaj. Dejali ste, gledamo v podobno isto smer, ampak vseeno, kaj opažate, kako pa se spreminja ta miselnost šefov, recimo, kam gredo trendi danes? Glede, trendi, mogoče bom lažje se navezal na segment, ki ga tudi z Jerejem nekje zavzemam, se pravi ta srednji višji gastronomski segment, malo neposrečen te fine dining besede, ki se mi zdi včasih, da že malo tudi kar straha pri gostih spodbuzdi. Tukaj se mi zdi, da je zdaj smo v enem takem precepu, kam se kulinarika razvija, se tudi mogoče že po Ljubljani, po Sloveniji opažamo, je tako en naval odličnih bistrojev, ki se po kvaliteti, po ponudbi približujejo ali celo mogoče presegajo vrhunske te klasične restauracije. Atmosfera v gostinstvu se mi zdi, da se malo sprošča, to je moje opažanje, 10-15 let nazaj, ko si šel tako 2-3 zvezdice v tujini jest, se mi zdi, da je bilo absolutno, da si zelo po koncu sedel, bil zelo resen, pa si pazil malenkost, kako se obnašaš. Malo za šalo je to, ampak danes se mi pa zdi, da se te stvari sproščajo, mogoče tudi zaradi tega, ker je takšno ali drugačno vzdušje v svetu, takšno kot je, in da danes ljudje mogoče bolj iščemo neko sprostitev, kot smo pa mogoče v preteklosti, ampak to je že mogoče malo prekompleksno vprašanje za naju dva. Ampak kakorkoli, trend mislim, da je predvsem v tem, da se malo sproščamo, da še zmerom je zelo velik poudarek na lokalnosti, na originalnosti, na, bi rekel, neki zgodbi in na tisti izkušnji. Slovenija je tukaj, po mojem, ko smo se že prej malo vprašala, zelo za posamezniki v spredju, imamo inovatorje, generalno gledano celotni trg, pa se sami, če veste, če danes obiščete kakšno evropsko prestolnico, pa vidite, da smo včasih tudi malo zadaj, pa to ni zdaj čisto, bi rekel, kritika slovenskemu gostinstvu ali komorkoli, ampak je to nekaj, kaj moramo mi tudi celovito razumeti. Uspešno voditi restauracijo ni samo stvar profesije, sposobnosti vodilnega v restauraciji pa njegove ekipe, je tudi je tudi trga. Se pravi, jaz prihajam iz Petrovč, se pravi Žalco, jaz posel zelo težje razvijam kot restauracija, ki je pa nekje v svetovni prestolnici, kjer je kupna pomoč popolnoma drugače strukturirana, pa ne rečem, da je njim lažje, njim je drugače. Imamo mi pa tukaj določene druge prednosti, ampak če se pa Slovenci potem upamo primerjati z, bi rekel, svetovnim vrhom, pa jaz mislim, da smo večji prvaki, ko so tujci, zaradi tega, ker imamo malenkost več handicapa. Ampak to je pozicija pa perspektiva Slovenca. No, tukaj se lahko navežemo na vprašanje, recimo, kakšen pomen vi dajete tistim res vrhunskim restauracijam, ki so namenjene izključno bogatim petičnim gostom? Zdaj, stvar ni tako čist preprosta, ko se zdi. V gostinstvu imamo večne teme, ki tudi mogoče malo v vašem vprašanju skrivajo zametke. Restauracije in hrana in koncepti, ki jo razvijajo vrhunski šefi, nisem čist prepričan, da so tako donosni, kot si mi predstavljamo. Struktura gostov je različna in vsakemu moramo nekaj ponuditi, podobno kot avtoindustrija in ostala, bi rekel, ostali sektori zasledujejo svojega kupca. Sreči imamo, da tudi v Sloveniji smo toliko atraktivni, da imamo zadostno kupno moč, da smo toliko atraktivni, da pridejo tudi tujci, da nam pomagajo zgraditi nek uspešen poslovni model.
Se pa včasih mogoče, ko boste naslednjič obiskali kakšno takšno restauracijo in boste poslušali prezentacijo priprave hrane, ali kakšen stil vam bojo prezentirali zadevo, malo pa vprašajte sami sebe, koliko dela. Krožnik se ne zgodi v enem dnevu, se pripravlja več dni, tednov, nekateri meseci. Surovine, iščejo se najkvalitetnejše surovine, kar imamo ponovn izziv, najdite dobavitelje, res dobre, srčne, ki se ukvarjajo s tem, zakaj je, bom zelo banalno rekel, njihov krompir pa res dober krompir, in potem celo verigo to potegne v neko čisto drugo finančno perspektivo in seveda to tudi na koncu oddraža cena določenih menijev oziroma jedi v posameznih restauracijah. Po drugi strani je pa mogoče danes lahko v Sloveniji malo pogledamo tudi, kako so se spremenile cene, enostavne, mogoče ulične prehrane, tisto pa verjamem, da znamo tudi midva doma zelo dobro narediti, pa vemo približno, koliko za to potrebujemo. Pa ni to, da je kdo boljši, kdo slabši, daleč od tega, pomembno je pač razumeti, da v segmentu, ko smo se ga danes mogoče dotaknili, govorimo o res izredno kompleksni pripravi hrane v ambientih, ki potrebujejo močno finančno podporo in tudi v bistvu osebje, ki je zelo visoko izobraženo, vsaj tako si želimo, in v bistvu zagotavlja neko drugo izkušnjo. Tako da je pa to vedno tema znotraj gostinstva, kdo je upravičen, koliko stane, pa kdo ne. Vsak lastnik svoje restauracije skuša zgraditi posel, nihče ne želi propaditi, tako da če imamo v Sloveniji kakšno dražjo restauracijo, ki uspešno razvija posel, jaz mislim, da moramo biti na to zelo ponosni. Slovenija ima nekaj vrhunskih restauracij, kar dokazuje tudi prisotnost Michelina. Koliko jih je? Zdaj, trenutno, če iz te številke, jaz ne vem, ampak smo glede na velikost, tako, ko je Slovenija prišlo Michelin, je bilo zelo pozitivno iz tega vidika, da smo v prvi rundi dobili kar nekaj Michelinovih priznanj. Če se primerjamo z našimi južnimi sosedi, ki se zelo radi z njimi primerjamo, s Hrvati. Tako da tukaj jaz mislim, da smo lahko ponosni. Če pa gledamo malo statistiko starejših držav, imamo pa v Sloveniji še prostor, pa tudi ponudbo, ki jaz mislim, da v Sloveniji bi mogli imeti še kar par zvezdic več, tudi še kakšno dvojno zvezdico več, je pa po mojem opažanju, smo te nove države malenkost bolj temeljito oziroma kompleksnejši pristop pregleda je, ker če jaz primerjam na primer slovensko zvezdico za mogoče italijansko starejšo restauracijo, ki jo že pa ima par 10 let, 20 rečva, ne vem, če govorimo čisto v podobnih zadevah, tako da je pa Michelin izredno občutljiva tema vsakega gostinca, tako da je tukaj težko biti čist pošten, pa prav narediti. Michelin je izredno velika organizacija, je kompleksna organizacija, hitro se širi, verjetno določene zadeve delajo zelo dobro, mogoče tudi kakšna napakica skrita, tudi pri nas je in še kje, tako da je to. Kako pomembno se vam zdi, da to plačuje Slovenija kot država? Jaz mislim, da je pomembno, da Slovenija kot država podpira gastronomijo. To, da je slovenska država podprla vstop Michelina, je pomembno, ker s tem smo se dodatno spozicionirali. Slovenija je tudi podprla druge projekte, ki so pač mogoče zaradi finančnega manjšega zneska bili malenkost bolj zadržani, pa so tudi pomembni. V Sloveniji imamo številne projekte, kot smo se že dotaknili, teden restauracij, odprta kuhna, Falstaff nas ocenjuje, Gomilo imamo v Sloveniji tudi zelo aktivno in podobno. Vse to so zaslužni za to, da smo pozicionirani tam, kjer smo se prej pogovarjali, da smo po mojem mnenju pozicionirani. Morda to za tiste, ki ne vedo, kaj ocenjujejo pri Michelinu, 4-5 kriterijev najpomembnejših, kaj ocenjujejo inšpektorji? Zdaj, jaz bom povedal vam pa čisto način drugače. Če bi vsi razumeli, kaj Michelin ocenjuje, kako ocenjuje, če bi nam bilo karkoli glede Michelina resnično jasno,
pol bi pa vsi imeli zvezdice. Malo se hecam, ni samo to, da veš, moraš tudi znati to narediti in to niso enostavne zgodbe. Michelin je zelo, po mojem mnenju, skrivnostna organizacija, tako da si ne znamo čisto točno predstavljati, gre pa definitivno za nek celovit pogled k oceni restauracije ter v različnih segmentih, se pravi 1, 2, 3 zvezdic in ostalih priznanj, ko jih podeljujejo, pač gledajo višje, ko rangirajo, bolj podrobna je verjetno ocena in tudi bolj celovita je ta ocena. Anekdot sem pa slišal že zelo veliko, tako da Naprimer? Kaj ocenjujejo, kaj ne ocenjujejo, pri eni zvezdici samo hrano, tam ne hrane in podobno, tako da težko, tudi če boste šli prebrati na njihovi spletni strani, so njihovi opisi zelo, zelo skopi, tako da mislim, da ena izmed uspešnih kriterijev blagovne znamke Michelinovega vodiča je tudi verjetno ta misterioznost in pričakovanost, ko vsako leto vsi živčni gledamo rezultate po svetu, pa si ne znamo točno predstavljati, kam bojo zadeve šle. Slovenci radi dobro jemo, ko govoriva o hrani in kakovosti hrane, veva, da sledljivost v trgovinah imamo, kako je s tem v restauracijah konkretno, da pomirimo obiskovalce. Jaz mislim, da slovenska zakonodaja oziroma evropska v sledljivosti nam že po zakonu narekuje zelo visok standard, tako da jaz mislim, to pa seveda ne pomeni, da ni manipulacij na trgu. Višji segment gastronomije, če rečemo po mojem mnenju to, kar se pokriva naprimer že s tednom restauracije, ali pa bi rekel tist še mogoče malo višji segment, ki ga zaobjame združenje JRE. Jaz mislim, da tukaj smo vsi tisti, ki hrepenimo po dobri surovini. To vas sprašujem zato, ker je veliko lokalnega. Ja, je, in tudi bom povedal odkrito, ne pri nas, ampak v svetu je ta poudarek lokalnega dobil tako tudi en del tega tako imenovanega greenwashinga, se pravi malenkost te zlorabe. Dostikrat se nam kje zgodi tudi v svetu, poslušaš, kaj so vse naredili na svojem vrtu gostilna, veš pa, da naredijo 100 plus gostov na dan, pa se sprašaš, a govorite vi v vrtu ali v njivi, ampak kakorkoli, so restauracije dobre, znamo si narediti sistem dobaviteljev. Meni je tudi super, ker vidim, da že v Sloveniji zdaj pride do enega takega generacijskega preskoka, kjer v bistvu tudi, mladi kmetovalci pridejo do restauracije, vprašajo, kakšna je pa vaša potreba, kaj vi točno zasledujete, kaj pomeni za vas kvaliteto in tako naprej. Tako da mogoče je samo to neka moja izkušnja, ampak se mi zdi, da smo na enem takem pozitivnem valu. Ampak to je osebna percepcija. Drugo je tudi, se mi zdi, da Slovenija kot država ima številne projekte, ki promovira to lokalnost. Pomagajo nam tudi številne kuharske in kulinarične oddaje po televiziji, ki to podarjajo, in to jaz mislim, da je pač nek dolgoročen proces, ki se mi zdaj izobražujemo in vemo, da je to izrednega pomena. Drugače pa, veste, če gledamo tako, Slovenija, mi imamo eno zelo veliko prednost, kot tako površinsko majhna država, imamo pač različne geografske vplive in zelo različno tudi mogoče malo že poljedelstvo, kaj je na Primorskem ali pa kaj je na Gorenjskem ali v Prekmurju, so že, bi rekel, kar neke svoje zgodbe. Ko greš pa ti v top restauracijo v Kalifornijo jesti, ti pon razlaga lokalno, pa ti pove, iz katerega kraja je, pa ti potem pogruntaš, da je to 700-800 km stran, kar je čist podobno, če bi jaz sred Nemčije zelenjavo kopal. Tako da ta naša butičnost in majhnost, ko jo pač Slovenija premore, se mi zdi, da že avtomatsko narekuje to, da smo lokalno zelo, zelo, zelo močno odvisni. Je pa seveda, ko smo se prej dotaknili celovne politike, pa lokalna zgodba in butična zgodba, pa ta majhen kmetovalec, neka druga pač finančna perspektiva, ko jo pa lahko zagotovi nekaj, kar se pač pripelje v kontejnerju, če tako malo banaliziram. No, pa v osnovi je hrana varna, Hrana absolutno je zelo pomembna, tudi, naprimer z JRE-om delamo dost na poudarku že to, kar se v slovenskih šolah dogaja. Speljali smo lani en čudovit projekt mladim, ampak seveda to ni samo to, kaj želi nekdo v šoli kuhati,
gre se za celoten sistem zakonodaje, javnih naročil in podobno, ampak se mi zdi, da tak trend, kar se dogaja na tem našem območju, je zelo pozitiven, da se vedno bolj zavedamo pomena tega, pa da se z številnimi projekti stvari premikamo. So pa te stvari toliko kompleksne, da se jih ne da spremeniti iz danes na jutri. Kako se je slovenske kulinarike dotaknil koronski in pokoronski čas? Vemo, kaj se je dogajalo z gostinci. Ja, vemo. Jaz sem še tista generacija, ko je bila ta vojna, rečemo jugoslovanska, se spomnim, takrat še z družino, z mojimi starši živel v bloku, se spomnim, da smo mogli iti v zaklonišče, pa smo po radiju poslušali. Zelo, zelo podoben občutek sem doživel, ko smo v naši restavraciji sedeli vsi, cela zasedba v kuhinji, pa smo poslušali po radiju, kaj se dogaja. Tako da sem imel tako malo kaj se zdaj dogaja. Tudi, ta moment je gostinstvo zelo pretresel ga je na različne načine. Pretresel je praktično vse industrije, če tako rečemo. Kaj je bilo izredno zahtevno? Prvo to, da se je popolnoma spremenila, ko smo ponovno odpirali, se je popolnoma spremenila struktura gostov. Se pravi, naenkrat domač gost bil super gost, se je vedno, ampak se veste, mogoče tisti, ko smo malo bolj tako pač mednarodno in ambiciozni bili naravnani, smo vedno tako si šteli tuje goste, potem smo bili pa izredno veseli, da smo imeli slovenske in da je to, in se mi zdi, da je bilo to tako eno lepo opozorilo nam, da koliko fajn je, da Slovenci radi dobro jemo, pa da hodimo radi v gostilne. Drugo, kar sem jaz opazil, je bil zelo velik problem, ker med tem, ko so se pač ljudje skušali preživeti, si zagotoviti eksistenco, je ogromno kadra zbežalo iz gostinskih vod. Ta kadrovski deficit je bil pa že prej zelo resen, tako da je bil to drugi udarec. Tretji seveda pa čist poslovno, manjkanje prihodkov in podobno. Jaz moram reči, da smo takrat zelo aktivno znotraj IRE-ja premiljali države, pa to jaz kljub temu, da se veste, smo Slovenci taki, da radi malo kontra pokažemo, ampak smo lahko tukaj zelo zadovoljni v tem okolju, da je tudi država sprejela ukrepe, takšne kot je, in nam je pomagala in da smo praktično po covidu lahko mi nekje tudi normalno nazaj začeli. Ne normalno, ni bilo čisto enostavno, ampak da smo lahko začeli v tujini, v določenih državah ni bilo tako. In tako da tukaj moramo včasih tudi biti mogoče malo hvaležni. Seveda pa se veste, kakšni smo ljudje. Nikoli ne bo dovolj, pa vedno bi bilo fajn, da bi bilo še več podpore, seveda. Vaša velika skrb je tudi skrb za mlade kuharje. Česa si tu želite? Kako jih spodbujate v IRE oziroma česa si želite konkretno od države? Je to več spodbude na izobraževanjih, promociji? Ja, zdaj, mogoče bi se kar tamle vrnil na začetek vašega vprašanja, ne govorimo samo o kuharjih, se pa na njih dela mogoče toliko velik poudarek, tudi v preteklih letih. Prej sem že omenil na primer te kuharske šove, ki naredijo super promocijo tega poklica in mogoče danes malenkost opažamo, da kuhna ni več toliko velik problem, je še zmerom problem, ampak večji deficit se nam mogoče dogaja na strežbi. Ampak celotno gostinsko osebje, bazen je preplitek in mogli bomo nacionalno nekaj narediti za to, da bomo hitro ukrevali. Seveda država tukaj dela številne ukrepe, s tem, da se poenostavlja zakonodaja za uvoz tujih delavcev in podobne zadeve, izobraževalni sistem opozarja, različna združenja, kot je rekel, kot sva že prej omenila, delamo različne projekte. Mislim, da je ključno, da se vsi zavedamo, da je ta problem zelo pereč. Je pa tako, če smo pa čisto realni, če greva pa midva v Berlinu, po drugi strani v restauracijo, pa verjetno zelo težko pričakujeva, da nas bo avtohtoni nemški državljan stregel. Tako da pač to, kar se dogaja v Nemčiji v preteklosti, se verjetno zdaj dogaja v tem delu Evrope. Samo združenje IRE na lokalnem in mednarodnem nivoju dela številne različne projekte. Projekti so strukturirani od čist klasičnih promocij poklica
do tega, da se probamo čim bolje povezovati z izobraževalnimi inštitucijami na različnem nivoju in pomagati narediti njihove programe malenkost bolj aktivne. Je pa tukaj mogoče malo tudi zapokritizirati včasih to, da pač so določeni sistemi razmeroma zaprti in niso odprti za takšna sodelovanja, ker mi moramo vedeti, da na primer JRE je razmeroma zelo prostovoljno organizirana struktura, kar pomeni, da naši šefi, ki so pomembni ambasadori gastronomije, delajo te številne aktivnosti, promocije in podobno v svojem prostem času. Ne? In zato tudi mogoče tukaj kakšen poziv inštitucijam, če kdaj pride takšna priložnost, ne, jo je treba sprejeti, zaradi tega, ker znane osebnosti, šefi in podobno lahko pri mladih imajo po mojem da zelo dober in pozitiven vpliv, ne, kar se seveda tudi kaže že tudi z določenimi našimi šefi, ko vidim, da imamo kdaj kak dogodek, pridemo na kakšno šolo, pa se okrog zberejo ljudje podobno kot okrog kakšnih filmskih zvezd, tako da se te stvari premikajo. Kot pa omenjeno, zelo kompleksna tematika, resna tematika, ampak sem jaz razmeroma tukaj tudi optimističen, ker pač vidim, da različni deležniki delamo na teh stvarih, pa da probamo stvari premakniti. Greva še k navadam Slovencev. Hrana je užitek, vsi Slovenci vzamemo dovolj časa, da v miru pojemo kosilo. Vemo, da neprestano hitimo? Jaz si ne, no. Tako da za ostale pa upam, da. Glejte, sodoben tempo življenja, generalno se mi zdi, da celoten življenjski stil se v zadnjih letih pospešeno spremenil. Ta sodoben tempo nam mogoče narekuje, da se moramo bolj zavedati pomena, kaj pomeni se usesti, si vzeti čas za obrok in ga pojesti. Pa jaz ne govorim o tem, kar mogoče bi govoril kakšen predstavnik zdravstvene stroke, kako je to pomembno za, bi rekel, čist človeški organizem. Jaz govorim predvsem zato, kako je to pomembno za dušo. Jaz osebno hrano zelo rad jem, seveda, zelo rad uživam v hrani, ampak jaz jo ne gledam kot, bi rekel, zadovoljevanje neke primarne potrebe, ampak predvsem zato, da je to vedno neka izkušnja, pa zelo hrano povezujem z druženjem. Tako da jaz rad jem v družbi, sam seveda, da tudi kdaj jem, ampak mi je vedno tako malo neprijetno. Se pravi to. Slovenci smo družaben narod, radi dobro jemo, zelo dobro znamo kuhati, po mojem mnenju, kar je tudi mogoče malo se pokaže potem v obisku v gostiln, ne? Ne vem, če kuhate, a ne, ampak jaz vem, da jaz dostikrat raj doma skuham, ko grem v gostilno, ne. Pa mogoče zdaj, glede na to, da smo na javnem mediju, a ne, ni le to največja reklama temu, kaj delam, ampak mislim pa, da Slovenci ravno zaradi tega mogoče, če primerjamo se z, ne vem, Španci, ko imajo čisto drugo kulturo, se mi zdi, da ne, pa tudi dobro doma kuhajo, ne, ampak smo malo bolj zadržani, ampak se mi zdi, da je pa še zmeraj v Sloveniji, ko je posebna priložnost, pa imamo radi tudi posebno kulinariko, posebno lokacijo in takrat pa tudi mislim, da naše restauracije pridejo toliko bolj do izraza. Nekje sem prebrala, da naj bi bila, je najljubša hrana Slovencev juha, takšna ali drugačna? Kaj mi pravite? Ja, pri meni zelo visoko kotira, tako da bi težko vam nasprotoval. Raziskave sicer nisem videl, ampak jaz obožujem juhe. Juha je tudi tako, se mi zdi, da pa mene zelo vedno tako, ne, motivirajo te jedi. Če rečeva goveja juha, ne, recept zgleda zelo enostaven na papirju napisano, ne. Ampak dobro juha, goveja je pa velika umetnost, ne. Ste družinski človek, kako o hrani vzgajate otroke? Vzgoja o hrani se začne doma? Skušam biti čim bolj družinski, glede na vse ambicije, ko jih imamo odprte. Tako da se mi počasih zdi, da bolj otroci mene vzgajajo o hrani, ko jaz njih. Ampak ne, imamo tukaj zelo pozitivno, snoče dveh punčk, obe dve, vsaka malo svojo smer. Se vidi, da imata to gastronomsko nagenost, tudi mi je ženo, zelo rada uživamo v hrani, da na nek način ne gre za neko resno izobraževanje, ampak se mi zdi, da je bolj bil prenos kulture,
pa tega, da vejo, da se lahko imamo res lepo, ko jemo. Tako da, bolj to. Kam bi povabili naše poslušalce na preizkušnjo vrhunske hrane, pa da je dostopna za vsak žep? Zdaj, žepi Slovencov, kot celotne populacije sveta, so zelo različni, tako da jaz verjamem, da lahko v domačem okolju najdemo za pač različno finančno ponudbo zelo, zelo dobro hrano, od odlične ulične prehrane, par primerov nekih novih, tudi jaz sam v Ljubljani zasledil, do tistega, kako se ljudje počutimo, kam radi gremo in kakšna je ta priložnost, a ne? Se pravi, kot nacija ponujamo, se mi zdi, da tako res lepo paleto od bolj preproste, zelo dobre hrane, pa do res, bi rekel, zelo takih enih eminentnih zgodb svetovnega formata. Tako da jaz mislim, da če malo pogledamo po netu, malo preberemo vodiče, malo pogledamo, kaj je mogoče kakšna združenja razlagajo, se da v Sloveniji lepo uživati. In odlično najesti. Absolutno. Lepa hvala za obisk. Hvala vam. Z vami sem bila Nataša Repovž.